Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v 17. epizodi podcasta Frankloskop. Sem Peter Frankl, direktor in glavni urednik časnika Finance. Danes pa je z nami gospod dr. Denis Čaleta, varnostni strokovnjak, akademik, veteran vojne za osamosvojitev, človek, ki o korporativni varnosti in varnosti nasplošno ogromno ve. Dr. Čaleta, dobrodošli. Lep pozdrav in hvala za vabilo. Hvala vam. Pogovarjali se bomo pa predvsem o tem, kaj mora odločevalec, pomemben človek, vedeti, ali menedžer seveda, pomemben odločevalec vedeti, da ne nasede. Da ne nasede vabam, ko so nasedli nekateri vidni Slovenci v nedavni aferi Black Cube. Ne bova se pogovarjala toliko o politiki, ampak predvsem o tem, kaj narediti, da ne boš žrtev ali pa, da ne boš padel komu na limance. Dr. Čaleta, dobrodošli še enkrat. Za začetek, a lahko kaj poveste o sebi? Velikokrat ste bili gost slovenskih televizij, drugih oddajah in tako naprej, pa tukaj s vami v malo bolj sproščenem ozračju. Če se lahko posvetiva najprej vam kot osebnosti, odkot ste, kdaj ste začeli, kako ste se odločili za to, da boste postali varnostni strokovnjak in tako naprej. Ja, se veste, življenje je dinamika, tako da je izredno težko predvideti, ko si mlad, kaj boš postal, ko boš star. Dejstvo je, da na mojo kariero seveda je močno vplivala vojna za Slovenijo, ker v tistem trenutku nekako se je moja karierna pot obrnila v te varnostne vode. Jaz sem drugače strojni tehnik bil po izobrazbi in vse, kar je v smeri varnosti, sem doštudiral kasneje. In seveda v tej moji skoraj 40-letni karieri, večino tega v Slovenski vojski, kasneje pa tudi seveda v akademskem okolju. Pa v NATO? Dobro, to je z roko v roki vezano na Slovensko vojsko in funkcije, ki so bile tudi v mednarodnem okolju s tem povezane. Pa vendarle bi želel izpostaviti predvsem ta zadnji del svoje kariere, kjer sem kot soustanovitelj Inštituta za korporativno varnost in študije leta 2009 resno stopil po poti, da je potrebno korporativno varnost v našem okolju postaviti na višji nivo, kajti predvsem okolje, v katerem danes živimo, pokazuje, da so bile misli takrat prave in podprava, kajti danes korporativna varnost predstavlja neko dejavnost, brez katere si zelo težko predstavljamo sploh delovanje v nekem gospodarsko-poslovnem okolju. Je pa ta dejavnost tudi zelo tesno povezana z nacionalno varnostnim okoljem in skupaj tvorita neko celoto, ki je danes pomembna za to, da lahko rečemo, da imajo odločevalci ustrezno orodje v rokah, ne samo za odločanje, ampak predvsem, da so pri svojem delovanju tudi ustrezno varni. Povejte še nekaj o sebi, odkot ste, kje ste rojeni, ste Ljubljančan, odkot iz Slovenije izhajate, nekaj več o tem, da vam malo zlezemo pod kožo. Sem rojen Ljubljančan, drugače živim na Škofljici pri Ljubljani, oče 2 otrok, poročen, žena me gleda že več kot 33 let, se pravi, sem v domačem okolju kar priden. Drugače pa, kot sem rekel, doktor znanosti, skoraj celotno svojo izobraževalno pot sem končal ob delu, tako da je to tista stvar, na katero sem posebej ponosen, kajti stalna integracija nekega delovnega okolja in pa izobraževanja se mi zdi, da ti da še neko dodano vrednost, ker stalno primerjaš neka nova spoznanja, ki jih dobiš skozi izobraževalni sistem tudi v realnem okolju, in to je tista dodana vrednost, ki se mi zdi izredno pomembna. Preseliva se v leto 1991. Kje vas je vojna za osamosvojitev Slovenije našla? Koliko ste bili stari tedaj? Kaj se vam je takrat rojevalo? Kaj ste takrat si mislili?
No, potrebno se je premakniti v leto 1990. Takrat se je začela v bistvu moja kariera, če lahko tako rečem, v teh vodah. Čisto po naključju sem postal del manevrske strukture narodne zaščite, ki je kasneje tudi prerasla v oborožene formacije v 30. razvojni skupini, predhodnici prve specialne brigade Moris. Potem pa seveda ves čas priprav na vojno, samo vojna, kjer seveda z svojimi soborci smo bili udeleženi kar v nekaj zahtevnih situacijah. In to je vse tisto, kar seveda ti da neke dodane izkušnje, ki so pomembne za življenje. Koliko ste bili stari tedaj, leta 91, 90? Vi ste bili mlad mož tedaj? Absolutno. V svojem polnem 20. letu bi lahko rekel, da sem bil izredno mlad za dogodke, v katere sem bil potegnjen. To je trenutek, ko moraš odrasti. Seveda so pa to, kot sem rekel, izkušnje, ki jih potem lahko nazaj pogledaš, vedno dobrodošle tudi za naslednje strokovne korake in okolje, v katerih sem delal. Kajti to, kar ti da, bom rekel, vojna, ta psihološki pritisk, tovarištvo in vse stvari, jih je nemogoče v bistvu spoznati v nekem mirnem, realnem okolju. Če bi hotel zlesti v vašo glavo kot 20-letnemu mlademu človeku, eno se je pripravljati, veš, kaj se utegne zgoditi, ampak ko se nekaj zgodi, ko tanki zapustijo vojašnice, ko so kar na lepem na cestah protitankovske ovire, ko se začne streljati in teče kri, kaj vam je takrat šlo po glavi, mlademu človeku? To je danes tako daleč nazaj težko pisati. Je pa dejstvo, da tisto, kar se je pletlo meni kot 20-letniku, je popolnoma nekaj drugega, kar se je pletlo verjetno mojim soborcem, ki so bili starejši in so imeli družine. Jaz v tistem trenutku še nisem imel svoje družine in je neko v bistvu razumevanje tega, v kar si se podal, in mogoče tudi neki strahovi in tveganja drugačni kot pa tisti, ki so imeli doma družine, otroke, žene, in je z tega stališča seveda bila ta percepcija tega, kar je potrebno narediti, drugačna kot verjetno pri njih. Je pa dejstvo, da smo se vsi borili za en sveto cilj, to je seveda naša država, in kasneje smo to tudi uspeli ne samo izbojevati v sami vojni, ampak predvsem tudi z ostalimi koraki, in je bila to neka enkratna priložnost, ki je vprašanje, če se nam bo še kdaj ponudila. Lahko se vse, zgodovina se ponavlja velikokrat kot farsa, mogočasih pa ne samo kot farsa. Res je, ampak vprašanje, če bo mednarodno okolje in pa razmere, ki so nam bile takrat relativno naklonjene, v tem trenutku še tako. Tako da to okno, ki smo ga imeli, smo ga izkoristili in seveda moramo biti ponosni na to in presrečni. Po 10-dnevni osamosvojitveni vojni ste akademsko napredovali, verjetno nima smisla, da greva čez vsa ta leta, leto po leto, ampak se kar lotiva najine tematike, se strinjate? Mislim, da sva gledalkam in gledalcem omogočila vpogled v vas. Absolutno. Povejte mi, danes se pogovarjam z mnogimi odločevalci, menedžerji, veliko se pač pogovarjam, tak je moj poklic, in velikokrat se pogovarjamo po signalu ali pa si pišemo po signalu. Seveda razumem signal kot ena možnost komunikacije, ampak glavna stvar je v tem, da signalu se ne da prisluškovati. Zdaj, a je prav, najbolj smešno mi je to, ko imam prijatelja, s katerim se tudi pogovarjajo po signalu, pa ima na signalu svojega imena, ampak je tako kot vi, Denis, čisto izmišljeno ime. Meni je to vse malo smešno. Ali se res signalu ne da prisluškovati? No, treba se zavedati, da vsaka tehnologija ima svoja vrata in vsak razvijalec ima svojo izvorno kodo, kjer lahko dostopi do
kripternega mehanizma, ki lahko prisluškuje katerikoli komunikaciji. Vemo, da so določene države tudi tehnološko daleč naprej, kot so Izrael, Amerika. In reči, da je neka komunikacija popolnoma varna, je iluzija. Seveda je lahko bolj varna ali manj varna, ampak vidimo, da tudi komuniciranje v živo ni varno, kajti imamo spet druga tehnološka sredstva, s katerimi lahko posnamemo in prisluškujemo nekemu govoru. Tako da odgovor je ne, niti ena stvar ni popolnoma varna. Najbolj smešno mi je to, ko se gospod pogovarja iz avta z drugim gospodom po signalu, pa sta oba prepričana, noben nama ne more prisluškovati, žal pa ima gospod nastavljen prisluškovalni mikrofon v pepelniku avta, pa se vse sliši, nekdo prisluškuje. Ja, jaz sem vedno trdil, da je samo vprašanje, kako zanimiva je neka oseba, ki jo nekdo želi spremljati, prisluškovati ali zbirati od nje informacije, in na drugi strani, koliko ima, bom rekel, ta organizacija ali posameznik na voljo nekih sredstev, da to stori. In če je, bom rekel, ta moment voljnosti visok, če je potreba po teh informacijah visoka in če za tem stoji seveda ali država ali neka večja organizacija, ki si to lahko privošči, potem praktično ni momenta, kjer bi ta oseba ne bila v tej situaciji, da ji ne bi bilo mogoče prisluškovati. Da vas tako vprašam, kdaj pa postane človek zanimiv za to, da bi se mu prisluškovalo? To je izredno težko odgovoriti v neki enoznačnici, predvsem zato, ker seveda vedno je odvisno, kaj in na kakšnem mestu je ta odločevalec človek. Saj ne rabi biti odločevalec, lahko da je v neki strukturi z nekim pomembnim delovnim mestom ali funkcijo. Ali da ima nekaj znanja o posamezni tematiki. Z tega stališča je pomembno samo to, kaj v bistvu tak človek ima, da nekdo od njega rabi to zbrati po kakršnem koli kanalu ali z nekim osebno metodo zbiranja teh informacij ali z tehničnimi sredstvi ali kakorkoli drugače, da pritisne na tega človeka, da v zameno naredi nekaj, kar drugače ne bi storil. Je pa lahko žrtev oziroma vsak se lahko pusti zvabiti v to past, ne nazadnje tudi zato, ker je možnost, da se komu prisluškuje, da se mu sledi, veliko večje, kot je bila nekoč. Namreč oprema je veliko bolj dostopna, kot je bila, cenejša je, danes lahko prisluškuje tako rekoč vsak. To je dejstvo, da enostavno tehnologija izredno hitro napreduje. Cenejša postaja. Je tudi absolutno cenejša, tako kot ste rekel. In če so to lahko včasih naredile samo, bom rekel, države s svojimi državnimi inštitucijami ali res neke večje korporacije, si danes to praktično lahko privošči vsak posameznik, ki seveda ima neko znanje, ki to opremo kupi odprto na tržišču in po internetu ali pa v trgovini, ki ima nek interes, da bo zbral neke informacije od nekoga. Zanimiv je bil eden prvih teh posnetkov, ki je zaokrožil po Sloveniji, je bil pogovor med Vesno Vuković, tedanjo generalno sekretarko Svobode, in njeno strankarsko tovarišico. In ta pogovor je bil narejen prisluškovanje je bilo na zelo nizki tehnični ravni, bi človek rekel, ampak je bilo kar učinkovito. No, to bi se popolnoma strinjal, kajti kvaliteta posnetka je slaba. Dejstvo pa tudi je, da je sam posnetek odraža, da seveda je komunikacija potekala drugače kot pri vseh ostalih posnetkih, kjer so bile osebe za mizo, kjer je bilo neko umirjeno okolje, kjer so bili že prej predpripravljeni neki scenariji, kako pridobiti informacije od te osebe. V tem konkretnem prvem primeru je šlo za čisti vdor v komunikacijo med dvemi osebami, ki se pač pogovarjata po telefonu. In slišimo gospod Vuković, ki govori stvari, da ministrica Bratušek, citiram pogovor, krade. Ne nazadnje sta to
osebi iz iste stranke, iz istega političnega pola. Kaj je šlo po vašem mnenju po glavi gospe Vuković, da je take besede izrekla? Kakšen tip človeka je to? Mislim, kako prideš na kaj takega? No, jaz bi to težko ocenil, kaj se je pletlo po glavi gospe, katero omenjate. Dejstvo je, da enostavno se je potrebno zavedati, da politika ni lepa stvar in to nam kaže tudi skozi, bom rekel, to komunikacijo med, kot ste rekel, strankarskimi kolegicami. Druga stvar, ki pa je pomembna, je pa ta, da enostavno se kakršnihkoli pomembnih stvari ne govori čez, ne vem, telefone, čez, bom rekel, ostale tehnološke medije, ampak si jih poskuša verjetno povedati v pogovoru 1 na 1. In tukaj je potem zajem takih v bistvu komunikacijskih kanalov tudi težje, ne. Na to prideva, to bo naslednje vprašanje, predtem pa to vprašanje. Tam v pisarni gospe Vuković je očitno, vsaj sam se zaga, nekje bil nek mikrofon, ki jo je ujel. Kako je človek ta mikrofon nastavil? Glede na to, da je bila to šibka tehnična oprema, si predstavljam, da je bilo to nekoliko amatersko. Kako je človek, ki je želel prisluškovati, kako je izvedel to? To so verjetno zelo banalni načini. No, to je zdaj težko reči, kaj vi mislite? Kje je bil nastavljen mikrofon in kdo ga je tja nastavil. Dejstvo je, da tisti, ki je želel izvesti te prisluhe, je pač uporabil vsa sredstva za to, da je prišel v nek prostor, nastavil tam določeno napravo in seveda je poskušal tudi zajeti verjetno ne samo ta pogovor, ampak tudi kakšne druge. Ne? Seveda. Ampak, kot sem prej rekel, imamo samo osebo, ki želimo prisluškovati in imamo, bom rekel, kaj in kako bomo to storili, tudi kakšna sredstva imamo za to na voljo in potem seveda se tega lotimo in to tudi izvedemo. In v tem konkretnem primeru lahko rečemo, da deloma je bila zadeva uspešno izvedena, kajti neki prisluhi so se dobili, čeprav je pa kvaliteta prisluhov slaba in pa tudi enostavno je pa zdaj vedno na tem, kaj je bila vsebina prisluhov in a je ta, ki je to storil, dosegel svoj cilj s temi prisluhi. Seveda ni mogel vedeti tedaj, ampak predstavljam si, da je to bilo narejeno tako, da je pač prišel recimo strankarski kolega v njeno pisarno z nekimi nameni, se predstavil drugače in potem ta mikrofon nekje pustil. Kako ti tak mikrofon prepoznaš? Oziroma, če imaš namen, kam ga skriješ? No, jaz v bistvu bi mogoče se ne strinjal z vašo ugotovitvijo, da je to naredil strankarski kolega ali nekdo z nekega ožjega kroga. Dejstvo je, da velikokrat pozabimo na osebe, ki se ravno tako nahajajo v teh prostorih, to so čistilni servisi, varnostne osebe, ki ima dostop izven delovnega časa do vseh prostorov. To so osebe, ki so zelo slabo plačane in jih je v bistvu tudi zelo lahko z nekim finančnim vložkom pridobiti za to, da nekaj naredijo. In to je tudi v bistvu ta del, ki ga pozabljamo v nekem celovitem pristopu do varnosti, da enostavno moramo gledati na to res celovito v smeri, da so tudi prostori pomembni, kjer ti odločevalci delujejo in bi bili lahko zlorabljeni za to, da so tam nastavijo neki, bom rekel, tehnični pripomočki za spremljanje pogovorov. Kako vi govorite o tehničnih pripomočkih? Kakšni so videti te tehnični pripomočki? Malo prej sva bila v moji pisarni, sva se spoznala, se lepo pogovarjala. Kam se tak mikrofon nastavi? Kako ga potem človek ne spozna, ne prepozna, da je to kaj takega? Kaj mora pravzaprav človek narediti, da ugotovi, da je nekaj nenavadnega? So to redni varnostni pregledi? Kaj je to?
Mislim, tako kot sva že prej rekla, da tehnologija izredno hitro napreduje in enostavno te naprave danes so lahko tako majhne, da jih v bistvu včasih tudi s prostim očesom težko zaznamo. Kamere so nameščene lahko v konici igle, v gumbu, v svinčniku, kjerkoli. Tako da človek sam to izredno težko opazi. Seveda moramo biti pozorni na svojo okolico, če je kaj drugače, če je kakšen predmet na naši delovni mizi, ki tam do včeraj ni bil. Drugo dejstvo pa je, da seveda imamo za to ustrezno usposobljene ekipe, ki izvedajo protiprislušni pregled prostorov, in to je tudi po zakonu o varovanju tajnih podatkov obveza za tiste prostore, kjer se izmenjujejo najvišje stopnje tajnosti. Je pa res, da v gospodarskem sektorju pa temu mogoče posvečamo manj pozornosti. No. Zato bi bilo potrebno se zavedati, da predvsem v teh prostorih, kjer se odvijajo neki izredno pomembni sestanki ali se tam razvijajo neko izredno pomembni patenti, da se ali pred nekimi pomembnimi srečanji ali pa seveda na določene terminske periode preverjajo take prostori, ali se notri zaznava določeno sevanje, kajti vsaka taka naprava mora biti nekam povezana, ima svojo baterijo ali vir napajanja, drugače enostavno ne deluje. In tako se tudi lahko odkrije, ali so te naprave v nekih predmetih, ali so mogoče zazidane celo v stenah ali kakorkoli. No. Torej, teh naprav, če tudi so povezane z nekim energetskim napajanjem, so še vedno tako majhne, da se jih včasih tudi s prostim očesom težko zazna. Absolutno za nekega nestrokovnjaka je to izredno težko zaznati. Rad bi pa sam to poudaril mogoče, no, da enostavno se lahko prisluškuje tudi nadaljavo. To pomeni, da imamo seveda tudi naprave, ki analizirajo prenos tresljajev našega zvoka, zato tudi tisti prostori, kjer se res izmenjujejo najvišje tajnosti, so ponavadi brez oken ali v takih, bom rekel, delih zgradbe, kjer ni možno od odzunaj nekako vizualno vpogledati v take prostore. In zato je treba temu področju posvetiti resno pozornost in tudi te prostore umakniti čim bolj v tiste dele zgradb, kjer jim je res izredno težko prisluškovati. Torej, če si odločevalec, če imaš pomembne informacije in hočeš se z nekom o tem pogovarjati, je najbolje, da greš v kak bunker, ki ga prej varnostno preveriš. Ja, absolutno da, če seveda so na mizi take informacije, ki so izredno pomembne za tebe, za tvoje podjetje, za konkurenčnost tvojega podjetja na državni ravni, za, bom rekel, sprejemanje tistih odločitev, ki so ključne za samo državo. Nekoč sem šel k zelo pomembnemu gradbenemu direktorju. Gradbeništvo je ena od takšnih dejavnosti, kjer drug drugemu ljudje radi, po mojem mnenju, prisluškujejo, ker tukaj so povezani. Gre za velike denarje, tudi konkurence, mogoče je, čudne stvari so se nekoč tam dogajale, mogoče se tudi zdaj, kdo ve. In vedno, ko si prišel k temu direktorju, si šel skozi varnostni pregled in so ti zaklenili telefon oziroma mobilni telefon v posebno omarico. Tedaj, ko se je to dogajalo, se je meni zdelo vse skupaj smešno, pisalo se je leto recimo 2008. Ne? To je bilo takrat izjemno smešno, meni vsaj. Ampak mogoče pa tudi ne. Kako bi vi rekli, a je gospod Zidar takrat ustrezno ravnal? Absolutno da. In je dejstvo, da smo predolgo živeli v neki varnostni romantiki, da je Slovenija in varen otok, kjer se pri nas te stvari, ki smo jih spremljali po svetu, ne dogajajo. In absolutno se strinjam z vašo ugotovitvijo, da je ta dotični gospod, ki ga imenujete, z varnostnega stališča ravnal popolnoma pravilno in danes je to že nek standard, ki ga pričakujemo
od najvišjih odločevalcev, da tam, kjer seveda so, sprejemajo ključne odločitve in se pogovarjajo, ni ustreznih naprav, ki niso preverjene. Je pa smešno to, seveda. Jaz še vedno vztrajam pri svoji tezi, da je šlo tam za nekakšen šov. Zakaj vztrajam pri tej tezi, za ta konkretni primer, ker potem pa se je šlo v gostilno, javni prostor, kjer se pa je govorilo vse živo in to ne nujno zelo potiho. Se popolnoma strinjam z vašo ugotovitvijo. Če je človeku dolgčas, pa nima kaj početi, naj se usede v najbližji lokal in naj samo prisluhne v mizju, ki sedi zraven, in bo neverjetno presenečen, kaj vse bo zvedel o osebnih lastnostih, družini, poslu. V teh javnih prostorih se absolutno govori mnogo preveč, kar bi se moralo govoriti. Ali imate tudi vi morda to poklicno deformacijo, da vlečeš na ušesa, ko si v kakšni gostilni? Ali lahko se temu uprete, da ne vlečete na ušesa? Mislim, če je omizje precej glasno zraven, potem tudi če ne bi želel vleči na ušesa, vlečeš. Ampak ja, tako kot ste rekli, poklicna deformacija včasih za sabo potegne tudi to, da si bolj pozoren na okolje okoli sebe in seveda z zanimivostjo spremljaš tudi kakšno debato, ki po neki osnovni strokovni oceni ne bi smela biti tako glasna v nekem javnem prostoru. Ne? Torej, a je preveč trditi, da je pravzaprav smo vsi na nek način vohuni in da je Slovenija z njimi prestreljena, povsod so? To bi težko rekel. No. Bolj bi obrnil v bistvu vašo tezo, da se vse premalo zavedamo te pomembnosti informacij, ki jih kot posamezniki imamo, in da ne znamo oceniti v največjih primerih, kje se te informacije lahko delijo, v kakšnem krogu, na katerem mestu. Dejstvo pa je, ne, da danes vemo, da ne samo čez socialno omrežje, ampak tudi, bom rekel, čez ostale iznajdbe 21. stoletja vsi praktično smo slekli svoje oblačila in je tisto malo zasebnosti, ki bi lahko rekli, da jo človek nosi s sabo, jo skoraj ni več ostalo. Ne? In z tega stališča smo vsi lahko žrtve nečesa, kajti vemo, ne, neka informacija v nepravem okolju prikazana na nepravi način lahko da čisto neko drugo sliko o človeku, kot je tista informacija v realnosti. Tudi na to prideva, ampak predtem še tole vprašanje. Če imam človeka, prijatelja morda, s katerim sem zmenjen in se bova pogovarjala nekaj, kar ne bi bilo zaupno, kam naj greva? Pa vem, da on ali pa ona, da ni opremljen s kakšno prisluškovalno napravo, vsaj zelo velika verjetnost, da ni. Ali naj greva v gost? V bunker ne bova šla, ker pa bo takoj vprašanje, glej, v bunker sta šla. Ne moreš iti kar samo v bunker, tudi ob 3 zjutraj se ne bova dobivala, lahko pa še toliko bolj zanimivo, če se ob 3 zjutraj dobiva. Kaj ne narediva? A je najbolj še to oštarijo vsem na očeh, ali v gost, ali kaj je prav? Ja, na to vprašanje vam težko odgovorim, ker seveda je vse odvisno od namena, zakaj se dobi s takim prijateljem. Zato, da pač obujaš stare spomine, ali zato, ker želiš izmenjati neke pomembne informacije, potem predlagam, da si v tem zadnjem primeru absolutno ne predlagam, da gresta na nek javni kraj, ampak seveda izbereta kraj, ki je čim bolj odmaknjen od nekih možnih poslušalcev. Ampak po drugi strani, kaj pa če naj zalotijo na zelo nenavadnem kraju, pa si mislijo potem ljudje, ta dva sta pa še toliko bolj zanimiva. No, seveda, tudi to je možno. Dejstvo pa je, da če sta tako zanimiva, mi verjemite, da je dobro, da tudi telefone pustita nekje in se pogovarjata brez telefonov, kajti, bom rekel, že ne prav močno strokovna skupina ljudi ali pa posameznikov lahko telefon hitro spremeni v neko prisluškovalno napravo. Ne? In včasih se je govorilo, da si moral telefon ugasniti. To seveda nič ne pomeni, če danes danes. Potem se je govorilo to, da so si gospe in gospodje odvili
baterijo z telefona, pa da so ločili ga od energetskega vira. A to kaj velja? Deloma velja, no, zato ker pač telefon, ki je brez energetskega vira, seveda se zmanjša ta obseg možnosti zlorabe tega telefona, ampak popolne varnosti, kot sem prej povedal, ni mogoče zagotoviti tudi v tem primeru. V redu, torej skratka, problem je v tem, ne? Rekli ste, če se boste pogovarjali o skrivnostnih zadevah, pa je takam drugam. Sam veste, Slovenija je majhna država in majhna država že sama po sebi o tem govori, številne teorije o tem govorijo, je težko napovedati, kad imaš prijatelja, s katerim se malo pogovarjaš o eni stvari, pa o zgodovini, pa obujaš neke spomine, potem pa kar prideš na drugo temo. Zato, ker je vse med prijatelji. Vsak je lahko prijatelj, vsak je lahko tudi poslovni partner, ne nazadnje je majhna okolica. Ja, to je dejstvo, to je enostavno prekletstvo majhnih skupnosti ali držav, kar na eni strani je lahko neka konkurenčna prednost zaradi te majhnosti, mobilnosti, večjega poznavanja. Hitreje reagiramo, tako, recimo. Na drugi strani je to lahko velika cokla in to, kar ste omenili, je absolutno lahko nek izziv, ki ga imamo v Sloveniji. Po moje je treba biti razmeroma, vsaj imeti dobršen del, veliko zdrave pameti. To najbolj pomaga. Ja, absolutno. Zdrava kmečka logika in pamet je tisto, kar si ne želimo slišati, ne, ampak to je že stari rek, ki velja tudi v tem primeru. Ne. Gre za to, da se zavedamo te nevarnosti, da znamo oceniti, kakšne informacije bomo v določenem trenutku izmenjevali in da tudi potem, glede na okoliščine, znamo poiskati nek prostor, kaj bomo tam komunicirali, s kom bomo to komunicirali, in pa da smo pozorni na vse neke možne indice, ki bi nam lahko signalizirali, da gre v tej komunikaciji nekaj narobe, da je nekaj predobro, da so tam neki ljudje, ki jih tam nisi pričakoval in take stvari. Velikokrat se pogovarjam s podjetniki, ki niso nujno majhni podjetniki, ampak so že taki podjetniki, ki so zanimivi za marsikoga. In lastnost podjetnikov, pa tudi direktorjev, menedžerjev, ampak predvsem podjetnikov, ki so zrasli v velike ljudi in velika podjetja, je to, da veliko govori o sebi. Oni so navezani na svojo poslovno idejo in radi se tudi pohvalijo, morda tudi na neustrezne načine. Kaj svetovati tem ljudem? Jaz bi jim včasih v zelo kleni slovenski besedi rekel, drž rejš gobec. Vi ste bolj kultiviran človek, pa verjetno ne bi uporabili takega besednjaka. Ja, sigurno je manj več, kar se tiče informacij, ki jih deliš. Je pa potrebno mogoče za nianso pogledati v zgodovino, zakaj se nam to dogaja. Dejstvo je, da je veliko podjetnikov uspešnih v bistvu začelo, bom rekel, kot neko manjša družinska podjetja ali neke manjše poslovne skupnosti in so potem prerasli v neka velika podjetja. In absolutno znanje, ki so ga, bom rekel, iz tega ven nekako pridobivali, sigurno ni šlo v smeri varnosti ali pa varnostnih problemov, ampak predvsem v financah, v poslovnih in ostalih stvarih. Tudi naš izobraževalni sistem na tem področju je izredno slabo zasnovan. Kajti poglejmo na ekonomski fakulteti ali pa kjerkoli izobražujejo bodoče podjetnike ali pa naše odločevalce, temu področju posvečajo absolutno premalo pozornosti. In mi v bistvu tega odločevalca damo v to zahtevno varnostno okolje brez teh znanj. In normalno je, da človek, ki seveda tem znanjem ni imel možnost pristopiti ali pa jih dobiti, da temu tudi ne posveča dovolj velike pozornosti. Zato je pomembno, no, in zato sem prej v uvodu rekel, da sem izredno ponosen, da se je korporativna varnost kot dejavnost razvila in vedno več resnih organizacij posveča temu veliko pozornost, s tem, da tudi v svoje poslovne procese vgradi ta proces korporativne varnosti in da tam postavi tudi ljudi, ki seveda mu potem pomagajo temu odločevalcu, da lažje prebrodi vse te varnostne izzive, ki so pred njim.
Doktor Čaleta, še tako pametna korporativna kultura v nekem podjetju te ne more zaščititi pred lastno neumnostjo in željo pred samohvalo. To je dejstvo. Res pa je, seveda, da vseeno, če danes povprašamo odločevalce, podjetnike, se temu področju namenja več pozornosti. Bolj to razumejo, tudi zaradi dejavnosti ali pa dogodkov, ki so se zgodili in so bili čez medije nekako dostopni, se vsak nekako začne zavedati, da enostavno vseeno informacije, ki jih ima in ki jih posreduje, morajo biti ustrezno omejene. Če greva na afero Black Cube, ki je dodobra streslo predvolilno in povolilno dogajanje v Sloveniji. O političnih implikacijah smo veliko slišali, tudi napisali, ampak jaz bi ta najin pogovor zapeljal v neko drugo smer. Kaj je s pravniki? Pravite, da se odločevalcem na šolah ne postreže s tem znanjem. Ampak če pogledaš akterje v Black Cubu, je velik odstotek tistih, ki so jim prisluškovali, to so pravzaprav pravniki. Pa pravniki bi pa morali vedeti, kaj je s temi pravniki narobe, da tako govorijo, da ne posvečajo nobene pozornosti tem osnovnim vprašanjem, o katerem govorite vi. Zakaj so pravniki prav tisti, ki jih je tako enostavno zvabiti? Nekoč so pravnikom rekli tudi jezični dohtarji. Mislim, jaz ne bi rekel, da so zdaj samo pravniki. Statistika tako pokaže. Tista, bom rekel, strokovna skupnost, ki tukaj najbolj odstopa. In tudi skozi te primere v bistvu to težko rečemo. Bila je odvetnica, bil je odvetnik, dejstvo je, bivša ministrica za pravosodje. Če mogoče gospod Oberstar je sam povedal, da so se mu določene stvari zdele predobre, sumljive. Zdaj, kar se tiče pa, bom rekel, bivše ministrice oziroma same odvetnice, pa bi bolj sklepal, da je bilo to neko, bom rekel, hvaljenje za to, da pridobiš določen posel naprej. V vsakem primeru, pa komunikacija ni bila ustrezna, sploh ne za okolje, kjer se je to dogajalo. Je pa na drugi strani dejstvo, da smo v javnosti še enkrat videli v bistvu vzorce, ki se v Sloveniji, kar se tiče korupcije ali pa možne korupcije, v bistvu izvajajo, in to nas mora skrbeti. Kar je najbolj zanimivo, seveda v vseh teh pogovorih, ki smo jih prisluškovali, ne moremo reči, da je vse laž. Ja, to je res, ampak veste, kako v bistvu kako mediji, se to vi najbolj poznate. Enostavno nekdo lahko da svojo izjavo, ki je dolga 15 minut, vi pa zaradi omejenega časovnega okvira, ki ga imate, izrežete samo neke malenkosti, ki lahko v neki drugi zgodbi dajo popolnoma drugo informacijo ali pa razumevanje tistega, ki to posluša. In te prisluhi, ki so bili narejeni, so bili seveda daljši kot samo tiste sekvence, ki so bile izrezane ven, ampak kljub temu, tudi tiste sekvence, ki so bile izrezane, kažejo na neustrezno komunikacijo, kažejo na vrh neke ledene gore, ki seveda si jo ne samo v poslovnem okolju, ampak na splošno v okolju naše države ne želimo. Je pa zanimivo to, da so seveda ti prisluhi bili na veliko zahtevnejši ravni oziroma boljša tehnologija bila uporabljena, pa kljub temu se zastavi vprašanje. Tebe povabi nekdo, da bo z neko potencialno možnostjo, da bo sklenil nek posel. In te povabi recimo na Dunaj ali pa na Hrvaško, ne v Slovenijo. Pa ti si pameten človek, pa morda celo pravnik. Pravniki naj bi bili temeljiti ljudje. Ali pa politiki, pa poslovneži. Pa seveda ti to malo preveriš, preden boš se odločil svoj čas izdvojiti za tako stvar. Pa seveda obstajajo načini, da se identiteta tistega, ki kliče, nekako umetno ustvari, ampak vendar
ne moreš ti narediti 100% ziher, da je to res to, za kar se predstavljaš. Mislim, da 10-15 minutni raziskovanje, ne samo po internetu, še kakšnega pokličeš, da ti mora dati jasno sliko, da je to neki fake. Zdaj jaz ne bi rekel, da če so v primeru, da je v zadju, bom rekel, neki resni kapital, ki se je spravil nekaj narediti, da boš ti kar tako lahko to odkril. No. Gre za, bom rekel, dobro masko, ki je bila narejena, in če ste poslušali gospoda Oberstarja, mislim, da v Tarči, je jasno povedal, da ob preverjanju organizacije, ki ga je kontaktirala, spletna stran delovala z isto organizacijo, še zdaj deluje. Se pravi, da tisti, ki se je pripravil in je pripravljen vložiti določena sredstva za to, da bo od tebe pridobil neke informacije, bo zgradil kredibilno zgodbo, ki jo boš zelo težko preveril. In je, bom rekel, na tebi predvsem, da ti svetijo tisti signali, ki ti pomenijo, da je nekaj predobro, da je nekaj, kar v bistvu ti vsem da neki sum, da mogoče tako majhnega kot si ali pa tako nepomembnega želi nekdo velik. In kaj lahko narediš? Narediš predvsem to, da ti diktiraš v bistvu tempo, prvič z kraja srečanja, da to mogoče sporočiš čim bolj v čim krajšem času pred samim srečanjem, da se, bom rekel, ta ekipa, ki to izvaja, tudi težje pripravi. Ne? Ker če greš ti na neko pripravljeno mesto, ne, kjer so te oni povabili, normalno, da je tam tehnično je bilo dovolj časa, da se je vse v nulo, rečemo, pripravilo, in si potem kot neko žrtveno jagno, ki se usedel, tako kot mogoče danes jaz, za ta mikrofon, in enostavno samo še psihološko priprava, kaj te bojo vprašali, kako te bodo vprašali, seveda se tudi pozanimajo o vseh zadevah tvojega prejšnjega življenja, tako da, če ste poslušali te, ki so jim prisluškovali, je bilo rečeno, točno so vedeli v bistvu, kaj se je dogajalo, neke informacije, tako da gre za profesionalce, ki se tega lotevajo. Koliko denarja mora imeti tak profesionalc, da se loti takšne akcije? Tukaj so lahko vložki segajo tudi do 1 milijon in več evrov. Tukaj so vložki odvisni in jih je težko enoznačno povedati. Predvsem pa je važno, kaj v bistvu bo ta, ki se je spravil financirati v to, na drugi strani dobil. Kako pomembne so informacije in kaj mu bodo te informacije prinesle. Ne? Če se recimo nekdo predstavi kot investicijski sklad, fond, karkoli že, ne? Banka, pa da je, ne? Prva stvar seveda preveriš po internetu, pa po drugih, seveda lahko ustvari tudi lažnivo Wikipedijo stran ali pa karkoli, ne? Ampak vendarle poznaš neke ljudi, ki so iz teh krogov, pa jih morda celo pokličeš, ej ti, a poznaš ti to podjetje? Saj to so ljudje, ki vendarle nekaj bi morali vedeti, ki bi morali imeti en krog zaupnikov, pa tega niso storili. To lahko zdaj mi dva ugibava, ampak dejstvo je, no, da seveda lahko poskušaš zbrati informacije, se pozanimati, in če ti določene alarmne luči svetijo, moraš tudi narediti. Ampak kar je pomembno predvsem to, no, da zato predvsem večja podjetja bi morali imeti ustrezno v bistvu ustrezen del znotraj svojega podjetja, da za to skrbi, da v bistvu so predvsem, govorim še enkrat o korporativni varnosti, to so tisti strokovnjaki, ki jim bi morali svetati rdeče luči za to, kam je bil v bistvu njihov direktor, odločevalec. To so bili bolj samostojni poklici. Ja, se strinjam. Tukaj v bistvu si pa potem odvisen sam od sebe. Ampak in od zdrave pameti. Še enkrat, ob zdravi pameti, kot sva prej rekla, se lahko deloma izogneš, preprečiš, v popolnosti pa absolutno ne. Meni je bilo najbolj smešno to. Smešno mi je bilo to, da se je gospa na Dunaj pustila pripeljati z letalom iz Zagreba. Ljubljana, Zagreb, letališče, čakanje, hitreje bi šlo, če bi šla sama z avtom. Pa se verjetno poskušali imponirati s tem, da ji plačajo letalo, ampak iz Zagreba. Meni je to noro.
Ne bi šel na Dunaj nikoli z letalom čez Zagreb. Ja, če zdaj stopiva v kožo tistih, ki so to delali, ne, želeli so čim bolj impresivno nastopati do neke osebe, ki so jo pač želeli ujeti v mrežo. In z tega stališča, zdaj kaj bi midva naredila, je nepomembno. Dejstvo je, kaj je gospa naredila in kaj so uspeli iz nje pridobiti, katere informacije. Ne. Je pa po vašem mišljenju, kateri od teh, ki so jim prisluškovali, so najbolj profesionalno reagirali? Oberstar, Paravan. Glede na to, da seveda dobili smo samo en del izsekov teh posnetkov, tako da je zdaj težko reči, ampak tisto, kar je bilo videti, verjetno gospod Oberstar, da je, bom rekel, oseba, ki mu je najbolj zasmrdelo, oziroma so mu se zasvetile neke stvari, da nekaj ni v redu, da je nekaj predobro. Ne. Vsi ostali, bi bolj rekel, so bili ne impresionirani, ampak predvsem so oni želeli impresionirati naročnika zato, da bi dobili nek posel in so bili zato pripravljeni, bom rekel, opletati tudi za mogoče nekimi splošnimi informacijami, deloma pa tudi z informacijami, ki so prihajale z nekega zakulisja, ki niso bile znane javnosti, in enostavno ta naročnik oziroma izvrševalec je to spretno izkoristil. Je pa ta afera Black Cube, ima pred to afero Black Cube, nekaj let pred tem, je podobna afera izbruhnila recimo v Avstriji. Govoriva o aferi Ibiza, kjer so pomembnega avstrijskega politika Stracheja iz svobodnjaške stranke, ki je bil takrat na zelo visokem položaju, ujeli samega, ki govori, ko je padel na šarm neke mične gospe slovanskega porekla in je iz njega izvlekla marsikaj. Njegov kolega je potem bil tudi posnet, ko na videz strelja s pištolo, skratka, bilo je ohoho. In tedaj je odstopila avstrijska vlada. Pri nas, če tudi niso bili akterji posneti v živo, skratka, nihče ni snemal Jankoviča, so samo snemali ljudi, ki so govorili o Jankoviču ali pa o kom drugem, se ni zgodilo nič. Ja, to je pač vedno stvar politične ali pa kulturne sploh v neki družbi, kdaj mora nekdo potegniti konsekvence za svoje dejanja. Druga stvar, ki je, da seveda sploh te mobilni telefoni, ki so danes naš računalnik, aparat za snemanje, so prinesli to, da enostavno nismo nikjer več v res zasebnem okolju, ne, in moraš kot odločevalec res se zavedati, kje in kaj počneš. Ne. Na drugi strani pa vemo, da je, bom rekel, prostitucija bila vedno zelo tesno povezana tudi z zbiranjem nekih informacij. Ne. In če pogledamo v zgodovino, recimo zgodovina Nemčije pred vojno in med vojno, kjer so nacisti prav v bistvu imeli v Berlinu vzpostavljene bordele, kjer so v bistvu zbirali informacije od različnih diplomatskih predstavnikov, tudi v bistvu od svojih ljudi, ki jim niso zaupali. Tako da to je nekaj, kar v bistvu skozi zgodovino ni nič novega. In ti kot odločevalec seveda se moraš zavedati, kje vse te nevarnosti pred tabo stojijo, in se moraš tudi zavedati posledic, ki seveda z takimi dejanji lahko nastanejo. Ne. Je pa dejstvo, ne, da pri nas politični odločevalci ali pa odločevalci nasploh zelo neradni sprejemajo neke konsekvence zaradi svojih dejanj in se vedno potem skrivajo na tem, se je šele sum, se še ni utemeljen sum, šele ko je vložena obtožnica, pa še takrat noče odstopati, dokler sodišče ne odloči. Pravnomočno. Čez 20 let. Tukaj jaz osebno mislim, da bi predvsem, kar se politike tiče, moral biti ta
bom rekel, nivo tega, kdaj mora človek sprejeti te osebno odgovornost v takih primerih dosti višji kot šele, bom rekel, pravnomočno izvedeno. Standardi so drugi, po vašem mnenju. Ne? Ampak to je, če hočeva pogledati, kaj se lahko iz teh prisluhov naučimo. Ne? In na drugo stran, zdaj bomo bolj pazili, vemo, kaj moramo narediti, da se to ne zgodi tudi nam, nekatere stvari vendarle so na voljo. Po drugi strani pa se bo v Sloveniji tudi zaradi majhnosti in naše simpatičnosti vedno delalo vse malo po domače. Ja, enostavno temu se bomo čez noč težko uprli oziroma se spremenili. Pomembno je, da se tega zavedamo, da poskušamo to v svojem vedenju odpraviti, se seveda tega zavedati, temu posvetiti tudi več pozornosti, sploh tisti odločevalci, ki res odločajo o pomembnih zadevah, ali gre za poslovno ali pa, bom rekel, državno nacionalno okolje. Ali državno politično poslovno, to je zelo povezano. Seveda, sploh v Sloveniji so te sprege zelo, zelo močne. Ne. Je pa na drugi strani pa tudi to problem, ne, da danes v svetu je vse obrnjeno na glavo. Ne. Če pogledamo samo najmočnejšega človeka ali pa enega od najmočnejših ljudi na svetu, predsednika Združenih držav Amerike, kjer on v bistvu javno se pohvali, da je v letošnjem letu zaslužil $1 milijard z kriptovalutami, pa točno vemo, da je v finančno-poslovnem svetu bila do nedavnega največji greh trgovanje z notranjimi informacijami. Ne? Ampak vidimo, da če vsi mi gledamo nekoga, ki to počne, potem seveda je tudi v našem okolju tako, ne, da te informacije kar naenkrat predvsem gledamo v smeri, kaj bomo čez te informacije dobili in ne več, kako pomembno jih je varovati. Torej, kar slutim, da želite povedati, je pravzaprav to, ne, da so standardi upadli drugod po svetu veliko globlje, kot so padli v Sloveniji, ne nazadnje v Sloveniji nikoli niso bili na kakšni visoki ravni. Ampak da je zdaj celo boljše, ker so drugi toliko pomembno padli. No, sigurno so pa tudi drugi momenti, zaradi katerih v bistvu lahko to ocenjujemo. Ne. V Sloveniji nas predvsem ta majhnost cili v to, da se hočemo včasih pred velikimi pohvaliti, tudi več, kot bi se morali pohvaliti v smislu teh informacij, ki jih delimo. Na drugi strani pa vidimo, no, da enostavno so te informacije res pomembne in tudi če pogledamo neko Slovenijo, ki svojim BDP-jem ne dosega tudi neke srednje velike multinacionalke, ne, so tukaj resni igralci, ki lahko v vsakem trenutku vložijo velika sredstva za to, da bodo pridobili neke informacije in pritisnili ne samo na nekega posameznika v poslovnem okolju, ampak tudi na nekega posameznika v državnem aparatu, zato da bo celotna država nekaj storila vis-a-vis, recimo, ugodnosti take multinacionalke. Ne. Kako? In prihaja počasi k koncu. Doktor Čaleta, kako prepoznati vabo? Rekli ste, ostaja strokovne službe, vse to. Ja, že v redu. Ampak, če si sam pa pomemben, pa tudi tako, kako ti vidiš, da je vaba, ki je nepoštena, z nepoštenimi nameni? Mislim predvsem, da znaš vsako stvar postaviti v nek širši kontekst. Ne? Ali v bistvu sem si s svojim delom prislužil, da me zdaj nekdo tako velik vabi, da je neka stvar predobra, da, bom rekel, so neke okoliščine, ki seveda jim do nedavnega nikoli nisi bil priča, pa se to zdaj dogaja. Ne? In vse te stvari ti morajo služiti kot neki alarmi, predvsem zato, da si bolj pozoren, ne da kategorično odbijaš, bom rekel, take ponudbe, ampak predvsem, da si bolj pozoren in da predvsem ti poskušaš tudi voditi igro v smeri mest za srečevanje in takih stvari, kar sigurno pomaga, da postaneš težja tarča. No? In da nekdo tudi zato, ker si težja tarča, potem reče, mogoče ima sredstva, ki jih v to vlagamo, so previsoka za to, kar od tega človeka lahko dobimo. No? Ali lahko se tudi samo odpraviš na tako srečanje, za katerega sumiš, da ni
pravo srečanje skrito snemalno napravo? Mislim, to načeloma bi tudi lahko bila opcija, predvsem zato, da se ti zavaruješ, ampak še enkrat, pomembno je, da ne trosiš informacij, ki za tisto okolje so prekomerne ali kjer bi lahko tebe ali nekoga drugega postavljal v nek nerodni položaj. Ob vsej tehnologiji, ob vsem tem, kar imamo in tudi neki zanimivosti Slovenije, ne nazadnje je to, kljub vsemu država EU, če tudi majhna, je neka specifična teža, tudi pri slovenskih ljudeh. Ali vi menite, da dr. Čaleta ob vsem svojem znanju ne bi mogel postati žrtev kakršnekoli vabe? Ne, vsak človek je lahko postane žrtev. Preprosto iz različnih vidikov, ker še enkrat so tudi momenti, kjer nekdo na tebe pritiska različni. Ne rabi samo snemanje, da od tebe pridobijo neke informacije. Lahko so, bom rekel, čisto neki osebnostni vidiki, lahko je družina, lahko je nekaj, kar je nek družinski član naredil, pa potem nekdo tebe za to pritiska ali siljuje, da boš za to nekaj storil. Tako da momenti so različni in vsak človek je lahko žrtev v določenem trenutku. Popolne varnosti ni, to večkrat povemo. Pomembno pa je seveda, da se tega zavedamo in da poskušamo v danem okolju narediti maksimalno, da si predvsem ti varen, da je tvoje podjetje varno, da je, bom rekel, skupnost, ki jo vodiš, varna in da seveda ne posreduješ več informacij, kot jih je potrebno. Skratka, vaše priporočilo je, lahko ste še tako opremljeni z različnim znanjem, tehnologijo in tudi službami, ampak prosim te, daj brzdaj se pri gobezdanju. Zdrava kmečka logika je tisto vodilo, kjer seveda nas bo pripeljalo sigurno v pravo smer. Dr. Čaleta, najlepša hvala za pogovor, spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost.